Še ene pomembne stvari ne smemo pozabiti. Program sicer dela varnostne kopije vsake toliko časa, ampak ponavadi ravno takrat, ko se nam kaj zalomi, ko pride do kakšne težave, program ne naredi varnostne kopije, zato je dobro, da sproti shranjujemo. Tisti, ki že poznate bližnjice, tako kot vedno, Ctrl S, Ctrl S in shranimo projekt. Zdaj, ko bomo, kadar karkoli spremenimo, jaz imam to že kar v navadi, kar stalno pritiskam ta Ctrl S za vsako spremembo, ki jo naredim, in lepo sproti shranjuje. V redu, zdaj pa lahko začnemo z drugo vajo. Gremo na File, New, bomo še en nov projekt odprli, spet bomo izbrali 720p, 25 slik na sekundo. Ok. In bomo uvozili posnetke vaja 2 ter tale 2 pixels. V tej vaji pa bomo naredili še nekaj drugega. To sem pa razložil tudi v samem videu. Pa poglejmo. No, najprej bo treba obrezati. Če ste uspešno zaključili prvo vajo, lahko gremo zdaj na drugo. Tukaj se bomo naučili, kako lahko videu dodamo še neke dodatne posnetke. Recimo, zdaj, ko govorim, bi bilo lepše, če bi recimo namesto mene gledali kakšen lep posnetek narave. Ga boste zdaj tukaj dodali čez ta moj govor. Pa mogoče še kakšen drug posnetek. In na koncu bomo ta posnetek tudi izvozili. Kako, to bomo pa videli potem. Ok, začetek in konec videa bomo obrezali. Zdaj spet, če naredimo tako, kot smo prej, povečamo. Se premaknemo na začetek. Vidimo, tegale na začetku ne rabimo. Pa bomo kar takole na hitro potegnili. In na koncu tudi. Ok, zdaj pa bi radi dodali tale 2 posnetka narave, ki jih imamo v končni izdelek. Pa potegnemo najprej en video. In vidimo tukaj zdaj, da lahko ga prestavimo tudi nad video. Nad ta video, ki ga že imamo. Tukaj mogoče ena kratka razlaga. Če želimo pri teh nelinearnih, kot se imenujejo, video urejevalnikih, se pravi video urejevalnikih, kjer lahko mi uporabljamo več sledi. Se pravi, če si predstavljamo tale video 1 je ena sled, video 2 je druga sled, audio 1 ena sled, pa potem bi lahko imeli teh sledi poljubno. Zdaj, vedno bo program prikazal tisto sled, ki bo najvišje. Oziroma, če bo ta sled prosojna ali pa da bo samo neki tekst, bo pač prikazal tudi tisto, ki je pod njo. Se pravi, če bomo dali nad posnetek, bo pokazal to. In zdaj lahko preprosto pogledamo, kje sem napovedal, da bo tale nov posnetek prišel noter. Imamo še neke dodatne posnetke. Recimo, zdaj, ko govorim, bi bilo lepše, če bi recimo namesto mene gledali kakšen lep posnetek narave. Recimo.
je kar v redu. Pa dodamo še drug posnetek. Aha, tukaj pa zdaj vidimo eno stvar, en problem. Ta posnetek ima pa svoj zvok tudi. Prejšnji posnetek ga ni imel. Zdaj bi radi mi se tega zvoka znebili, ker ga ne rabimo. Kot vidimo, je tukaj le en znakec, da je povezano, da sta zvok in slika povezana. Vidite, zdaj, če premikamo oba dva. In tudi, če bi hoteli izbrisati, se bo izbrisalo oba dva. Mi bi pa radi zdaj v bistvu izbrisali samo zvok. Kako to naredimo? Najprej je treba ločiti zvok in sliko. Zato kliknemo z desnim gumbom in izberemo možnost Unlink, se pravi razveži. Zdaj pa lahko izberemo samo zvok in s tipko Delete izbrišemo. Pa lahko zdaj ta posnetek prestavimo tukaj gor. Čez tak moj govor. Pa mogoče še kakšen drug posnetek. In na koncu bomo ta posnetek tudi izvozili. V redu. Zdaj smo dodali že dva druga posnetka. Na podoben način lahko uvozimo in dodamo tudi slike, dodamo tudi napise, do tega pa napise bomo pa obravnavali potem v naslednji lekciji. Ko smo zadovoljni z izdelkom, izberemo Export to File. Poimenujemo datoteko in program nam bo izvozil posnetek.